Takole. Sojenje na kranjskem sodišču bo obravnavala policija. Kaznivo dejanje najprej bomo za pisovca povedali. Jaz sem zadnjič dal kazensko ovadbo za znane storilce hudodelske združbe. Kazenska ovadba, hudodelska združba s kolovodjem magistrom Pisovcem, smo vam zadnjič povedali. Jaz sem seštel, koliko let bo sedel v zaporu. 44 je zagroženih, damo mu polovičko 22, pol se bo pa odločil, kako bo plačal to karmo. Zdaj vam bom še enkrat povedal njegove nečednosti v 10 letih, ki jih je storil proti Slovencu. A Srbi mu čarajo na policijski postaji, sploh tista čarovnica z rdečim krilom in črno bluzo z rdečimi nohti, ki potika magijo na policijski postaji v Kranju. Pisovec pa mene preganja, ko so skupaj rokomet igrala. A vidite, kako to laufa? Tako da ti bo mogoče kje odpustiti, če se boš streznil. Ko se boš mogel strezniti. Protipravni odvzem prostosti, 133. člen, 3 leta, oziroma uradna oseba do 5 let. Neopravičeno prisluškovanje in zvočno snemanje, 137. člen, do 5 let. Zloraba osebnih podatkov, 1 leto. Oblikovanje, 6 mesecev. Žaljive obdolžitve, 3 mesece. Upravljanje, 3 mesece. Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic, 2 leti. Nevestno delo v službi, 3 leta. Oškodovanje javnih sredstev, 5 let. Ponareditev ali uničenje uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva, 3 leta. Kriva ovadba, 3 leta. Kriva izpovedba, 5 let. Hudodelsko združenje, 8 let. Skupaj 44. Pisovec Luka. Zagroženih. Bran se zdaj. Zdaj največja kazen v Sloveniji 30 let, ko do 44 ne bomo dali. Damo ti pa polovičko, če plačaš v 8 dneh. 22. Ali se pa prtož? Kam se boš prtožil zdaj? Srbom. Uni čarovnici se prtož na policijski postaji. Zdaj si tako disciplinski, boš doma, boš lahko gruntal. Zdaj pa gremo v dokazovanje, kako je pisovec naredil tele zločine. Moja sodba bom na koncu povedal. Je že zaključeno, sem dobil. Zanimivo zadevo. Pisovec Luka je 2015 mene pobral na cesti, takrat se je začela zgodba, me peljal na policijsko postajo, nezakonito pridržal, poklical policijskega sodelavca Mitja Mohorja, ki ni naredil zdravniškega pregleda, ampak je odredil prisilno prevedbo na psihiatrijo Begunje. Čez 5 dni sem imel sodišče, sodnica, sodni izvedenka, policijska sodelavka Rajka Stavrović, moj odvetnik, in jaz v pidžami, brez sorodnikov, na kar se pojavi v spisu en dokument, ki noben ni vedel, kako je prišel tja, zato je vedela samo policija. Tako da pisovec Luka je osumljen, da je dostavil 3 liste iz mojega Facebooka Marko Lisjak, kar ne bi bil obremenilni dokaz, da se meni meša. Ko sem bil 7 let pred Slovenijo, ko niso vedeli, kaj se dogaja. In pol čuden, da se ti meša. To je tako, kot pri Koperniku, ki so ga sodili, inkvizicija. Je rekel, da se zemlja vrti. Če rekel, te bomo obglavili, zažgali. Je rekel, no, pa se pa ne vrti. Pa šel ven z dvorane, pa rekel, in vendarle se vrti. A poslušajte, jaz ne morem pomagati, če mi je Bog dal modrost, da sem pred vami. Ne morate me zapirati na psihiatrijo, če vidim vsako vejco. Če voham kemikalije, ki jih vi ne vohate. Vi vohate strupene pline, jaz pa voham kemikalije, ki jih imajo ženske v mehčavcih in povzročajo genske mutacije. In zato ste me šli zapreti. Pogojno, pol leta, 2019. Pisovec, ti si napisal noter nevarne snovi. Jaz imam pa dokaz, da sem klical, da voham kemikalije. Pa tožilka je tudi pisala v obtožnico kemikalije. Bomo najprej prebrali tole, kaj se je pisovec zamišljal, ne? Prost psihiatrije vam pokažem samo unitraliste, bomo ta primer 251/2015 kar zaključili, pa gremo pa še na 2 primera. Ne bo dolgo trajalo, jaz sem hiter. Zdaj v tej zadevi, prve 2, 1, tiste liste sem že zadnjič pokazal, če jih bom najdel, jih imam kar 51 tele za prelistati.
Zapisnik o sodno-zdravniški preiskavi pridržane osebe. To je bilo 22. decembra 2015, ko sem imel družinski zakonik sesul. In tukaj mene začne sodnica spraševati, kako se počutite, zakaj ste tukaj, zakaj ste se tukaj znašli. Tako, ta 5 dan, ko sem na zaprtem oddelku. Ona mene sprašuje, zakaj sem se tam znašel. Nisem sam prišel tja. Pa ne, tam si pacient, ne, tam nisi ginekoložik, ampak si pacient. Pri Jelku Kacinu ni bil doma, žena mi je rekla, da naj mu po e-pošti se mu javim in me resno niso imali in sem rekel, da bom počakal in da ne grozim in da se resno hočem samo z njem resno pogovoriti. Prišel je Luka, to je pač Rajko Starović, ki ne zna slovenski pišiti, to niso moje besede. Prišel je Luka, no ta Luka je pač nečak od te ženske, žena od Jelka Kacina. Jaz sem Jelku Kacinu prinesel Marijo pomagaj, da pač darilo, ne, zdaj, molih Mariji pomagaj, ali bo začel govoriti resnico. In je policist, kriminalist Luka ukrepal in mene peljal na policijsko postajo. Še ni na vratih pisal, da ga ne smem obiskati. Čisto lepo sem govoril. In je on potem uspešno zakril vse sledi, da se o njem ni sploh vedelo, da je v tem postopku sodeloval. Je pa to zdaj na tem pričanju povedal, 25.4., da je on pripeljal mene na policijo in da so potem organi ustrezno ukrepali in so me peljali na ustrezno zdravljenje. No, pa smo ga dobili po 10 letih. Je pa lepo vedel, da je bil zraven. Veste, v teh spisih ga pa ni pri pridržanju. Kar zginil je, ka megla. A veste? Tole zdaj ne bom kaj dosti govoril. To je vse v spisu. Če bo preiskovalna komisija hotela to gledati, imamo 3 spise, bojo gledali, bojo imeli dosti časa, so plačani. Jaz nisem toliko plačan, da bi vam to zdaj razlagal. Ta primer bomo zaključili. Zdaj, ta primer klic 113, ko sem jaz vohal kemikalije, je šlo za po kazenskem zakoniku za očitno pomoto. Ko sem jaz okno odprl, sem vohal kemikalije. In te kemikalije so v mehčavcih za perilo. Dober večer. A sem dobil policijsko postajo Kranj? Ne, OKC Kranj. Prosim? OKC ste dobil, ne policijsko postajo Kranj. Aha. Poslušajte, tlele kličem iz naslova Nova vas 39, zgornja resnica. Neke kemikalije se vohajo. Dajte preveriti, kaj se dogaja zunaj. Neke zelo močne kemikalije, tam čez cesto delajo neke stružijo z nekimi stroji. Pod zunaj so neke cisterne bele in zdaj gre tole v zrak in to je siguren rakotvoren in siguren strupen. Prosim, če pridete pogledat. Zelo hiter, ker je lahko še mrtev zaradi tega. Ja, ampak kam? No, vas 39, jaz sem tukaj, ampak tamle 2 bajte naprej imajo pa te kemikalije. No, v glavnem pridite sem z maskam, jaz ne vem. Z maskam pridite sem. Kaj? Kjera Nova vas? Ja, zgornja Besnica, po vaše. Zgornja Besnica. A prvič slišali? Ja. Hočem reči, da ne vem, kva je v zraku za ene kemikalije. Lahko da umrl, jaz ne vem, preverite. Ja, lejte, vežem vam gasilce trenutek. Nič naj jaz ne vem, to se vi sami zmenite, fanti, jaz sem svoje povedal. Jaz sem v okna zaprl, da navno odsmrdel, če vdo umrl, ste vi krivi. A je kdo slišal nevarne snovi v zraku? A ste slišali kemikalije? Kaj sem jaz pošele po 5 mesecih pogruntal, kaj sem vohal? Vohal sem to, kar ženske daje v pralni stroj. Mehčavci so same kemikalije. Jaz imam izredno dober nos, vse zavoham pa zvoham. In teh kemikalij je v naši družbi 80.000, kar sem povedal na referendumski vdaji družinski zakonik 2015, decembra 11.12. 80.000. Pejte si pogledati ta posnetek referendumske vdaje družinski zakonik, okrog 60.000 ogledov ima.
80.000 kemikalij. In tega gasilci sploh ne preverjajo. Sploh nimajo merilnih naprav za to. Ker se je tudi izkazalo v tem mojemu postopku, da so merili strupene snovi. In ko sem šel komandirju, šifrerju, sem rekel, a ste merili kemikalije? Prav to pa ne. Zakaj sem jaz obsojen? Zato, ker je pisal noter napisal strupene snovi in gasilska brigada je povzela strupene snovi in meni je bilo na sodišču in se nisem mogel zagovarjati in sem dobil pol leta pogojne na 2 let poskusne dobe. A vsi nosijo oprane cune z kemikalijami, zato pa noben ne voha tega. Razumete? Zdaj pa to še največji absurd. Na listovni številki 14, 39739/2019, klic 113, zloraba, je inšpektor, policist, pisec Luka prepoznal moj glas, pa ga itak nisem tajil, sem jaz klical, sem klical kemikalije in ta moj glas je prepoznal in zraven še napisal, da so strupene snovi v zraku in da se bo ogrožalo ljudi. Zdaj bom jaz ta papir vam pokazal. Uradni zaznamek o zaznavi kaznivega dejanja. Najprej bomo dali odpisovca popov, da so ostali. Uradni zaznamek, kriminalist pisovc, magister Luka, višji kriminalist inšpektor, spec SKP 2, 25.2.2019. Dne 25.2.2019 sem od PP Kranj dobil v preveritev zvočni posnetek, ki je nastal dne 11.1.2019 v popoldanskem času. Na posnetku je neznani moški klical na telefonsko številko 113 OKC PU Kranj ter prijavil nevarnost izpuščanja strupenih snovi v ozračje ter s tem nevarnost za zdravje in življenje ljudi. Prosim, on posluša posnetek in se zmisli celoten stavek. Policijski inšpektor, višji. Tako se pri nas v Sloveniji dela in tako se pri nas zapira ljudi. A bo opozomiral? Ne bo. Gremo naprej. Zaradi tega telefonskega klica oziroma prijave je na kraj kot nujna intervencija prišlo večje število gasilcev GARS Kranj ter policistov PP Kranj. Na kraju so ugotovili, da ni dejanske nevarnosti ter da obstajajo razlogi za sum, da je prijavitelj namerno lažno prijavil nevarnost ter s tem sprožil intervencijo uradnih organov. Po poslušanju posnetka sem neznanega klicatelja nemudoma prepoznal kot Egidija Kozika, rojenega 3.9.78, stanujoč Zgornja Bistrica, Nova vas 39, mestna občina Kranj. Kozika sem prepoznal tako po barvi oziroma tonu glasu, kot tudi po načinu njegovega govorjenja. Ko ga je policist spraševal za podrobnosti, se je obnašal vehementno in ni želel sodelovati v postopku. Prav tako je iz pogovora oziroma najave razvidno, da klicatelj pove, da kliče z naslova Zgornja Bistrica, Nova vas 39, kar pa je tudi uradni in dejanski naslov prebivanja Kozika Egidija. Glede na poznavanje še drugih oseb živečih na tem naslovu sem kot klicatelja nemudoma in zanesljivo identificiral kot Kozika Egidija. No, to je res sem bil jaz, priznam. Zdaj pa tukaj je pa od gasilske brigade, intervencija 22/2019 in ta dokument je nastal 25.7. julija za interno uporabo. In tukaj piše vrsta intervencije in nesreča z nevarno snovjo, ekološka nesreča. Nevarno snovjo, ekološka nesreča. Naprej. Število članov ostalih, policijska enota 3, ostali sodelujoči, število mrtvih nič. Delovne ure gasilcev 0,75 je 187 evrov pa 50 centov, potni stroški 165 evrov pa 90 centov. To ne bi plačal Egidij. Pole pa še na drugi strani je pa kraj dogodka Nova vas 35-39, v bistvu bi mogli iti na 41, ker tam je bila ta delavnica s cisternom. Občina Kranj, opis dogodka, OKC je sprejel anonimni klic o nevarni in rakotvorni moteči snovi. Ukrepi, lokacija dogodka neznana, po lociranju skupaj s policijo smo merili morebitno prisotnost plinov, detektor ni pokazal ničesar, pregledali smo okolico in tudi v okolici nismo odkrili nič posebnega.
Se pravi, ukrepi niso iskali kemikalij, ker jih ne iščejo. Tako da je očitno po pol leta so šele naredili zapisnik. Zdaj bomo pa pogledali, kako so drugi pisali noter. Dejansko so pisali o kemikalijah, sam pisovci jih ni umenil. Zakaj? Zato, da me je lahko zaprl, ne? Prijatelj, da je napredoval v službi. Tlele imamo. Uradni zaznamek, policist Rok Božič. 15.1. sestavljen na prostovoljih policijske postaje. Ob 00:20. Nočni ptič. 11.1.2018. Ob 8:28. Ten robe datum, 2019. Je na OKC v Kranj telefoniral moški, ki se ni želel predstaviti, manjka, in povedal, da v Novi vasi 39 Zgornji Bistrici smrdi po nekih kemikalijah. Vonj prihaja od podjetja, kjer stružijo. Lahko gre za nevarno in rakotvorno snov. Bravo, policist Božič, mislim, da lahko zamenja policista pisovca. Ker dejansko piše tisto, kar je res in se ne izmišljuje svojih besed. Prometna patrulja PP Kranj je odšla na naslov Nova vas 39, kjer se nahaja hiša družine Kozjek, ter nato še naslov Nova vas 35, kjer je edina hiša, ki ima pritličje večjo garažo. To ni res. Naprej bi mogli iti na 41, tam se struži. Zakaj se jaz nisem hotel javiti? Veste zakaj? Ker sem preverjal, kako deluje sistem. Kadar pride do resne stvari, ko sem jaz na koncu močmi in recimo umrem na poti in me ne more več dobiti. In zato nisem se javil. Da preverjam sistem, kaj naredijo, če ne najdejo unga, kaj klical. A bojo najdel rešitev? A bojo najdel kemikalije? A bojo najdel storilca? Ne, so nesposobni. Nimajo opreme, ne znajo. So v magiji. Ne gre to tako, kot se jaz predstavljam. Gremo naprej. Nova številka 35, kjer je edina hiša, ki ima pritličje večjo garažo. To ni res. Kjer bi se lahko upravljala dela. Na kraj je prišlo tudi 5 gasilcev, gasilsko-reševalne službe Kranj z 2 voziloma, na naslovu in v neposredni bližini naslova Nova številka 39 so izvedli meritve, ki pa niso pokazali morebitnih strupenih snovi v zraku. Prav tako ni bilo v zraku nobenega vonja, ki bi lahko nakazoval nevarno ali rakotvorno snov. Teh meritev sploh nimajo. Prav tako je bila večja garaža na naslovu Nova številka 35 brez prižganih luči, nikjer ni bilo nikogar, luči so svetili na stanovanjskem delu hiše. Poslušajte zdaj. Se pravi, jaz sem klical 18:28. Ob 18:56 uri je na številko 113 poklical delavec PU Kranj, Luka Pisovec. In povedal, da je po vsej verjetnosti klical Egidi Kozjek. A dajte ga srati. Po vsej verjetnosti lahko ve samo tako, da bi cel življenje že prisluškuje. A razumete? Po vsej verjetnosti. Stanuje Nova številka 39 Zgornja Besnica. Prometna patrulja PP Kranj je zato odšla na naslov Nova vas 39, kjer je pozvonila na vrata, odprl pa je Jože Kozjek, moj oče, kateri je povedal, da ni od njih noben klical na številko 112. Ko oče ni vedel, da sem jaz klical, ker sem v zgornjem nadstropju. V tem primeru gre za kaznivo dejanje zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost po členu 309 KZ-1 in je do 3 leta kazni. Ne? In kot je enkrat to potaknejo, Egidi Kozjek ne more več kandidirati za poslanca. A razumete? Zato gre, da ne moreš kandidirati. Ne zato, da sem kriv. Ko imaš ti kartoteko, ne moreš kandidirati in biti politik. Ta papir smo obdelali. Kazenska ovadba od okrožno državno tožilstvo tudi pravilno navedejo kemikalije. Sam zlomk je v tem, da gasilci niso tega merili in to ni dokaz, da se mene zapre oziroma pogojno da kazen. Strupene snovi niso kemikalije. Pa še Šifrer je rekel, da niso merili kemikalije. Se pravi, tle je šlo za utemeljeno, naklepno dejanje, da se mene nezakonito da kazen, da ne bom mogel več politično sodelovati, ker sem prej bil predsednik krajevne skupnosti oziroma zmagal, zdaj je pa pisal na tem mestu. Pa prav, da ni politično se ne ukvarja, ni član nobene stranke. Pa če to se vidi z vesolja, bom s temi rdečimi očali danes bom prebral. Od Red Bulla. Opis dejanja
Okrožno državno tožilstvo Kranj, datum 17.4.2019. Podan je utemeljen sum, da je Egidi Kozjek 11.1. ob 18.28 v stanovanjski hiši na naslovu storil kaznivo dejanje zlorabe znamenj za pomoč in varnost. Zdaj pa opis dogodka. Egidi Kozjek se je 11.1. okrog 18.28 nahajal v prostorih stanovanjske hiše na naslovu Zgornja Besnica. To ne more vedeti nihče, ker ni noben iz naše hiše dal tega pojasnila. Lahko pa vejo samo po lokaciji telefona, se pravi nezakonito pridobljeni podatki. Že kar 17.4. so vedeli, da sem bil jaz v hiši. Gremo naprej. Nova vas 39. Opravil je telefonski klic na 113, pri čemer se ni želel predstaviti in zaprosil za intervencijo policistov, saj naj bi smrdelo po nekih kemikalijah. Korektno napisala tožilka, po nekih kemikalijah. Tako da tožilki damo 5 točk. Naslednji dokument, kaznovalni nalog, obtožni predlog okrožno sodišče v Kranju bomo dali najprej. Obtožni predlog Egidi Kozjek je lažno sporočil, da grozi nevarnost in s tem povzročil, da so državni organi in druge pristojne organizacije ukrepali brez potrebe. S tem, da je 11.1. Isto, kot tam piše, prihaja zelo močen vonj po kemikalijah, ki so sigurno strupene in rakotvorne. Pod to se je podpisala Helga Dobrin, je napredvala že, je na Ministrstvu za pravosodje korektno napisala. Kemikalije samo. Zlomke v tem, da je gasilci niso merili. Kaznovalni nalog je bil potem, so sklenili, da se mi je treba izreči se kaznovalni nalog, pogojna obsodba z določeno kaznijo 6 mesecev zapora, ki pa se ne bo izrekla, če bo v preizkusni dobi 2 let ne bo storil novega kaznivega dejanja. In nadaljnji pogoj, da v roku 3 mesecev oškodovancem povrne škodo v višini stroškov intervencije z dne 11.1.2019 in sicer policijski postaji v višini 39,11 evra, gasilski reševalni službi Kranj v višini 469,76 evra. Jaz tega nisem plačal, ker sem bil na socialni in tudi nisem mogel, na kar sem jih hotel to kazen spremeniti v zapor. In sem jo potem dobro odnesel, ker je bila nadomestna sodnica in je videla, da dejansko nisem sposoben plačati in da bo to ogrozilo moje življenje in mi je to pač plačilo odpustila. Ampak sem pa imel pač pol leta pogojno, na 2 leti preizkusne dobe sem mogel biti priden. In zdaj je pa tako, ne? Glede na to, da sem jaz dokazal, da je šlo za očitno zmoto, da so te kemikalije prišle iz spodnjega nadstropja od moje svakinje, ki pere perilo z mehčalci, ki so pa rakotvorni. Ampak zakaj sem jaz mislil, da so meni na stanovanju nastavili kemikalije? Zato, ker je bil pri sosedu ravno en delavc in ti delavci so ponovadi imajo dvojne službe, kadar je treba Egidijo kaj ušpičati, ne? Saj veste, ko dela. Bilo kuda, udba suda, ne? Zdaj pa to Sova dela. Zdaj vam bom prebral v mojo olajševalno okoliščino iz Kazenskega zakonika dejanska zmota, sem se zmotil. 30. člen, kdor v dejanski zmoti stori dejanje, ki ga zakon določa kot naklepno kaznivo dejanje, ni kriv. Druga točka, kaznivo dejanje je storjeno v dejanski zmoti, če se storilec ob storitvi ni zavedal okoliščin, ki jih zakon določa kot znake kaznivega dejanja. Ali je zmotno mislil, da so okoliščine take, da bi bilo dejanje dopustno. Tretja točka, za kaznivo dejanje, ki se stori iz malomarnosti, krivda storilca ne more biti izključena, če je bil v zmoti glede okoliščin, ki bi se jih v mejah potrebne pazljivosti moral in mogel zavedati. Četrta točka, ne obstaja, ni kazni za dejansko zmoto. Ne, pisec je naredil kariero na meni. Well done. Zdaj, kar se tiče tega 113, mislim, da sem dosti dokaznih materialov dal. Imam pa še enega zanimivega. Še enega zanimivega pa imam. Si ga imam že tlele. Ja, poslušajte, ne. Anonimnež se je v naslednji dan oglasil. Poslušajte, kako je on. Anonimni je prijava ekstremnega nasilja. Želim anonimno prijaviti ekstremno nasilje. 12.1. ob 10.09 zjutraj.
Pozdravljeni, na vas se nujno in resno obračam kot eden od več zaskrbljenih občanov manjše vasi v bližini Kranja. Več občanov ima stalne težave z osebo Egidi Kozjek, tudi člani njegove družine, a o tem molčijo. To je v bistvu družinska prisluškovalna naprava, nam zdaj to piše kazensko ovadbo. Ja? Včeraj pa je prikipelo tudi meni, prisluškovalni napravi očitno. Egidi Kozjek je že več let nam, vaščanom in tudi policiji poznan kot oseba z občasnimi psihičnimi motnjami, ki pa jih večkrat tudi lažno prikazuje, da izkorišča vse možne bonitete. Pojavlja se kot zagovornik zaprtega Šiška iz Maribora, zanj javno nastopa v političnih kampanjah in spodbuja njegove ekstremne zamisli. Na RTV so ga pred leti v zadnji predsedniški kampanji tudi že pridržali zaradi takega vedenja. Malo je pomešal ta prisluškovalec. Človek je dejansko zaradi svoje občasne psihične zmedenosti in večkrat zaigranega takega stanja nevaren sebi, družini in okolici. Ta prisluškovalni napravec je očitno psihiater. Tudi. Včeraj 11.1.2019 so po popoldanskem času okoli 4:30 je k njegovi sosednji hiši naenkrat pridrvelo večje število gasilcev in policaji. Vsi s sirenami in lučkami. Ker ima manjšega otroka, se je najprej ustrašil in nato gledal te lučke. Zdaj že se malo izmišljuje. Ja, on je 500 metrov stran, ima 400. Sam ve, kjer so okrog moje hiše. Ne? Ker ima manjšega otroka, ustrašen, na to pa gledajo te lučke. Vsi so s kraja kmalu odšli in nič niso gasili ali kaj podobnega. Čez čas sem se pozanimal, kaj se je zgodilo. In povedali so mi, da je nekdo klical ter prijavil, da so v zraku nevarne snovi in da je nevarno za ljudi. A ste že ta stavek slišali? Čez čas sem se pozanimal, kaj se je zgodilo in povedali so mi, da je nekdo klical ter prijavil, da so v zraku nevarne snovi in da je nevarno za ljudi. Noter v tem spisu so vse moje sosede vprašali za dogodek. 5 dokumentov imam, niti eden ni tega stavka navedel. Moje sosedi. Niti eden. Če bi bili vi na kraju, bi vam bilo tako jasno, da je bila prijava lažna, ker poznam Egidija že dolgo. Dolgo me pozna sam pisac. Ker so blaskal po šoli, pa še rokomet sva igrala. Noben od teh sosedov me tako dobro ne pozna. Ker poznam Egidija že dolgo in ker je šlo to za sosednjo hišo in sem ga tudi včeraj videl, kako je vidno užival v prihodu gasilcev, to si je izmislil, in policajev na kraj, sem 100% prepričan, da je on lažno najavil nevarnost. Vem, da ima sosednjo hišo sam tudi občasne spore in da je trenutno spet v krizi razmišljanja, kot vsako leto, vsaj enkrat. To je ta prisluškovalna naprava, ki je tudi psihiater, ima, doktor psihiater. Vem tudi, da uporablja telefonsko številko 051 757 874. A veste, da to je vedel samo Ilijski na Bledu, pa še to je policijska postaja pri njemu dobila potrdilo, imam noter v spisu. Samo Ilijski je vedel za to številko postajo in so dali njegov, se vem, če se ga sploh poklicali, ampak noter v spisu je, da je Ilijski potrdil, Aleš Ilijski, da jaz uporabljam to številko že 2 let. In to je policijska postaja pridobila ta dokument. Ta anonimnež pa tudi ve. Zanimivo, kaj ne da? Upam, da policija preiskuje možnost lažne najave in upam, da je njegov klic posnet pri operaterju, ki je sprejel klic. So ga posneli, ampak so kršili kazenski zakonik, ker mi niso povedali, da snemajo. A ne? Oni pa lahko snemajo. Še dobro, da sem jaz snemal. A me boste zaprli zdaj, kaj? Mislim, da me navte. Mogoče bi lahko kateri policaj, ki je že imel opravka z njim, ali ga pozna, primerjal glasove iz klica, ali pa če preverite njegovo telefonsko, če ni klical anonimno. Ni mi všeč, da se zlorablja gasilce in policaje za lažne najave in potem za to nihče ne odgovarja. Sploh, če bi takrat te službe nujno potrebovali na drugih krajih in sploh, če sirenami po celi vasi in s hitro vožnjo tudi ogrožajo varnost in strašijo mlajše ljudi. Še 3 stavke. Prosim, da preverite morebitno najavo Egidija in ustrezno ukrepate, saj bi glede na njegovo obnašanje to lahko izvajal še naprej,
če ne bo kaznovan ali pa kdo drug. Enako razmišlja tudi večina drugih vaščanov in družine, a vem, da se nočejo izpostavljati. Sedaj pa je šlo to že čez vse razumne meje. Upam, da tole vzamete resno in čim prej ukrepate, saj ne bi pogosto menjal telefonske številke. Srečno. To ve samo ta famozna prisluškovalna naprava. A sem dosti dokaznih materialov dal? Pa damo še kakšen? Dost, ok. Zdaj ta zadeva 113 je zaključena, dolžen sem vam še iz UNO PR 251/2019, najdel sem tele liste, Egidi Kozlik, 3.9. Brat naj bi tole pustil v čakalnici, a ne, podpisal se en, ne vem kdo, te papirje na Facebooku, ko sem jih jaz objavil, ko sem bil 7 let pred Slovenijo, kaj se dogaja, 15. decembra se je začel nov svetovni red in satanizem in Egidi je bil malo pred vami in vam je to hotel na Facebooku povedati pod Marko Lisjak Slovenija. Lega zlomka so tole uporabili proti meni, da sem jaz malo nor, kot glavno breme, da sem je za en mesec da zastrupljati na zaprtem oddelku. Policist pisec pa nikjer omenjen v tem spisu, razen Luka. Ampak on se je zdaj na tem zadnjem spisu, na tem zadnjem primeru se je izdal, da je bil zraven. Pa vam še to preberem in 10 minut, pa lahko bomo zaključili še to zadnji konec, ok. Skratka, jaz sem svoje delo opravil, 22 let zapora za pisovca, polovička je to, če v 8 dneh ne boš naredil nobene neumnosti, ti bomo zmanjšali na 11. Jav se na psihiatrijo v Begunje, da te odzdravil od alkoholizma. Strezen se, sezuj čevlje, malo bo shod, da se boš prizemljil. Pa bomo pa začeli srbske čarovnike loviti po Sloveniji. Ti jasno to, pisovci. Po levi, po desni in po sredini bomo lovili. Bog z vami, jaz sem svoje naredil, program je dolg, ljudstvo me je sodilo, sodba je bila v sredo izrečena, škandalozna, vsi dokazni materiali izločeni. Jaz sem zapustil sodno dvorano, zaključna beseda je bila ob 19:15 uri je bil sodni postopek zaključen, pol leta pogojne, na 3 leta poskusne dobe. In ključni dokument je bil ta listovna številka 14, policist pisovc, češ, da je to bil razlog za maščevanje, ker oni rabijo naklep. In so ta list vam potegnili, da so mi zdaj še enkrat sodili zaradi pisovca, ki se je že takrat zlagal. Še enkrat sem dobil pol leta na 3 leta poskusne dobe. Skupaj 1 let pogojne, na 5 let poskusne dobe, ker policist Luka Pisovc piše svoje sodne spise, oziroma svoje policijske spise, kot dokazni material. To je zaključek tega sojenja 10-letnega hudodelska združba Pisovc Hitchcock, se bo pa zdaj začela razčiščevati, razen če ne boste začeli čarovnike loviti, pa mogoče to predstavili na kakšno bolj pomembno obdobje, ker zdaj imamo strašne probleme za zdravico na Čopovi. Mislim, da je bolj pomembno, da usmerimo pozornost na blatenje in sramotenje slovenskega naroda, a ne pisovska svoboda Slovenca, pa da se midva nehava kregati. Ok? Bog z vami, blagoslov, upam, da nisem bil prestrog. Pazite nase, magija je povsod, Srbi so si vratili in zdaj treba narediti red, če hočemo preživeti. Nasvidenje.